Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, lepo pozdravljeni še na popoldanski izredni novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Pred slabo uro je EMA sporočila odločitev vezano na cepivo AstraZeneca in za prve odzive ter vse ostale podrobnosti je sedaj z nami minister za zdravje, gospod Janez Poklukar. Izvolite. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Sporočam, da je danes popoldne odbor Evropske agencije za zdravila pristojen za varnost ugotovil, da je cepivo proti COVID-19 britansko-švedskega podjetja AstraZeneca varno in učinkovito. Kot zdravnik in minister za zdravje bom vedno na prvo mesto postavljal zdravje ljudi. Zato sem pred 2 dnevoma iz previdnosti ustavil cepljenje s cepivom AstraZeneca. Današnja odločitev Agencije za zdravila in tudi mnenje strokovne posvetovalne skupine potrjujeta, da je cepivo varno. Zato bomo danes cepilne centre obvestili, da z jutrišnjim dnem nadaljujejo cepljenje tudi s cepivom AstraZeneca. Naj še enkrat ponovim to, kar je danes predstavila EMA, in sicer s podrobnim pregledom je EMA ugotovila, da je cepivo AstraZeneca varno. Kot sta pa danes na novinarski konferenci povedala že dr. Krek in pa dr. Čeretnikova, v zadnjih dneh žal opažamo spet trend rasti epidemije. Tako da ob bojazni pred novim zagonom epidemije vse prebivalce pozivam, da upoštevajo osnovne ukrepe, kot je nošenje obrazne maske, razkuževanje rok, distanca, prezračevanje prostorov, samoizolacija v primeru tega, da nekdo zboli s koronavirusom in pa karantena v primeru rizičnega kontakta. Vendar ne glede na to, naj bo današnje sporočilo. Cepiva za cepljenje s koronavirusom so varna in zato se cepimo vsi s katerimkoli cepivo, ki je na razpolago. Hvala. Minister, hvala lepa za to sporočilo. Je kakšno vprašanje za ministra? TV Slovenija, izvolite. Dober dan, gospod minister, Petra Prešeren, TV Slovenija. Mene zanima, kdaj se zdaj potem pričakuje cepljenje Državnega zbora, Državnega sveta. Po prvotnem planu naj bi se cepili danes, jutri naj bi na vrsto prišli vladni funkcionarji, predsednik republike, ali se morda že ve, kdaj bodo cepljeni oni, in tudi za vse ostale, recimo zaposlene v šolstvu, ki so imeli termine v teh dneh, ko je bilo cepljenje prekinjeno, kdaj lahko pričakujejo, da bodo dobili ponovno vabilo na cepljenje. Hvala. Najlepša hvala za vprašanje. Seveda s sprostitvijo in ponovnim zagonom cepljenja s cepivom AstraZeneca bodo v parlamentu pričeli s cepljenjem že jutri, kolikor sem obveščen. Kar se tiče pa nadaljnjega cepljenja v vzgoji in izobraževanju, pa je seveda odvisno od organizacije cepilnih mest, kjer so napovedane ta cepljenja, tako da se ta cepljenja praviloma zamikajo za dan ali 2 oziroma na ponedeljek. Hvala lepa. STA, lahko zastavite vaše vprašanje. Dober večer, gospod minister. Zanima me vaša ocena, kako bo ta začasna prekinitev uporabe cepiva vplivala na zaupanje v varnost in učinkovitost cepiva v širši javnosti. Pričakujete, da bo zaradi tega zanimanja za cepljenje s tem cepivom kaj manj? Najlepša hvala za vprašanje. Z odločitvijo, da iz vidika zagotavljanja varnosti in pa zdravja ljudi na prvem mestu in da iz tega razloga prekinemo za nekaj dni, se pravi do končne odločitve Evropske agencije za zdravila, menim, da je to odločitev, ki dodatno vliva zaupanje v to, da proces cepljenja v celoti obvladujemo, da
gledamo kar se da maksimalno, da se cepljenje izvaja varno in tisto, kar je najpomembnejše, da je cepivo varno in učinkovito. In to je sporočilo, zato verjamem, da je ta manever kvečen dodaten razlog za to, da pristopimo vsi k cepljenju. Hvala lepa tudi za ta odgovor. Radio Ognjišče, izvolite. Lep pozdrav, gospod minister Ane Salihović, Radio Ognjišče. Zanima me, glede na to, da je sedaj bilo nekaj dni prekinjeno cepljenje s tem cepivom, ali nameravate cepiti tudi ta konec tedna? Slišali smo, da so imeli nekateri šolniki težave pri cepljenju oziroma nekoliko močnejše stranske učinke in če bi se denimo cepili nekoliko prej, bi lahko v ponedeljek normalno bil pouk povsod. Hvala. Hvala za to vprašanje, ki je povsem na mestu. Dejstvo je, da odgovora dokončnega do pred 1 ure nismo vedeli. Tako da natančnega odgovora seveda vam ne morem podati. Cilj pa je, tako kot ste povedali, da kjer je le možno organiziramo cepljenje v vzgoji in izobraževanju tudi preko konca tedna, kajti na ta način ne obremenjujemo šolskih procesov zaradi eventualnega bolniškega staleža. Hvala. Še eno vprašanje imajo pri STA. Izvolite. Da, omenili ste, da naj bi se v parlamentu predvidoma cepili že jutri. Imate morda kakšne informacije, kdaj pa bi se cepili člani vlade? Natančnih informacij nimam, ker to cepljenje organizira Nacionalni inštitut, zagotovo pa vam bodo iz urada sporočili ta podatek. Hvala lepa. Kot kaže, je bilo to zadnje vprašanje. Tako je, ni več vprašanj. Minister, hvala lepa. Novinarska konferenca je s tem zaključena. Hvala tudi vam in lep večer.